Spet skupaj v oddaji Moj odnos do zdravja, v kateri bom gostila magistro Sašo Zupan, ki nam bo povedala o mojem odnosu do zdravja, kako s kreativnostjo in igrivostjo jadram skozi življenje in seveda premagujem tiste zahtevne situacije, ki me doletijo. Oglejte si točno to oddajo in dobili boste na koncu pravo čarovnijo. Čarovnijo življenja. Drage gledalke, spoštovani gledalci, dobrodošli v oddaji Moj odnos do zdravja. Z vami sem dr. Neja Zupan, specialistka naravnega zdravljenja. V goste sem povabila magistro Sašo Zupan, kreatorico igrivega življenja. Dobrodošla. Živjo. Tvoja zgodba je tako zelo posebna, pa jo bova počasi, korak po korak odkrivali, kako se je vse, kakšne okoliščine so bile, da si danes tukaj, kjer si in ustvarjaš stvari, ne samo v svojem življenju, ampak tudi za mnogo drugih ljudi. Začela bova pa malo pogovora o tvojih začetkih. Kje si spoznala, da je nekaj več v življenju, da tudi ti lahko nekaj več prispevaš? Ja, življenje se dogaja, ne. Živimo, učijo nas živeti, po nekih smernicah, tiste smernice usvajaš, dobivaš neke spričevala, pohvale, diplome, delovno mesto, plačo, ne, vse to so pač neki taki, bom rekla, smerokazi, da potuješ skozi življenje. Seveda v tem delu življenja, ne, greš, jaz mislim, da v tistem, ki nas učijo, kako življenje poteka, najprej šola, pa potem služba, družina. No, znotraj tega, bom rekla, pretoka življenja se pa zgodijo stvari. In se zgodijo take, bomo rekli, nam luštne, a ne, pa se zgodijo tudi take, ki so pa malo manj luštne. In jaz mislim, da ravno tiste, ki so malo manj luštne oziroma take bolj zahtevne, nas prebujajo v življenje. Nas prebujajo v tisto pravo zavedanje, kaj življenje je, nas prebujajo v to, da začneš iskati sploh, kdo jaz sem. Kaj jaz sploh tukaj delam, kaj je sploh moj namen, kaj sploh želim z življenjem narediti. Ja, in meni se je kar naredilo nekaj takih, bom rekla, zahtevnih stvari, lahko izpostavim, bom rekla, 4 so bile res tako zelo zahtevne. Ena je bila smrt moje mame, v kateri sem bila prisotna. Potem je bilo rojstvo otroka s posebnimi potrebami, kjer niso vse stvari tako tekle, kakor so tekle prijateljem, in tisto, kar vidiš na družabnih omrežjih, kako bi mogli biti, pri tebi pa ni tako, kot bi mogli biti, a ne. Eno je bilo, ko sem ostala sama z otroci, v enostarševski družini, ko se mi je podrla iluzija družine in sem se v tistem v prvem trenutku seveda izgubila, in zadnja zadeva, ki je bila pa potem, nam reka, meni sploh ni bila več toliko težka, kakor se lahko za gledalce zdajle sliši, da je bila težka, zahtevna, je bil padec na glavo, kjer sem imela pa obsmrtno izkušnjo, in za mene eno najlepših avantur mojega življenja, no. Meni je bila v bistvu ena najlepših stvari, ki se mi je zgodila, čeprav sem bila čisto na robu tega, da izgubim življenje. Za tiste, ki so bili ob telesu, ki so se borili za moje življenje, je bila verjetno situacija drugačna. Mi je pa ta situacija prinesla pa res ogromen zavedanja, modrosti življenja, eno tako veličino, pridih, ki zdaj moja popotnica, ki me spremlja in mi res daje eno tako
neka polnost zavedanja lepote in veselja življenja. Se pravi, če pogledava nazaj, kaj se, če rečem, v tem življenju, par preteklih življenj se je zgodilo že, kaj je tisto, kar si spustila v življenju, zato da si lahko zaživela to, kar zdaj si? Ja, tlele bi rekla, da so ene 3 take res močne stvari, ki sem jih mogla v življenju spustiti. Ena je iluzija idealnega partnerstva in zraven iluzija idealne družine. To je bilo meni res tisti trenutek, ko so se začele dogajati stvari, da z otrokom ni vse v redu, da partner ni ostal v družini oziroma oče od otrok ni ostal v družini, se je meni sesul vse. Tisto, kar sem poznala, se je dobesedno vse sesul. In potem, ko sem spoznala, da je to iluzija, ki jo zgradimo v glavi, in dokler to iluzijo v glavi vzdržuješ in jo ni, odziva v zunanjem svetu, je težko, ja, je hudo. No, in to spustiti, ja, mi je bilo izziv, ampak sem prišla do tega, ja, da sem spustila. No, ta tretja stvar, ki je pa bila, je pa, da nisem dosti dobra. To je pa iz otroštva ven, nikoli dosti dobra, nikoli dosti dosegla nekih dobrih rezultatov v šoli, seveda nisem bila nikoli najboljša, nikjer nisem bila nekaj tako, da bi res fejst bila iz povprečja ven, razen to, da sem bila igriva, v igrivosti res nadpovprečna, ampak igrivost ni bila cenjena, to je bilo cenjena vrlina. Cenjena vrlina, to je bilo kar nekaj, pač otrok se igra in to je to in tam me ni noben pohvalil nikoli, koliko se ti dobro igraš, koliko imaš ti dobro igro, koliko imaš ti idej, no, tako da te 3 stvari, jaz mislim, da so bile najbolj zahtevne spustiti. Ja, s tem ne biti dosti dober, ta je res zelo, zelo pogosta. Kako si se soočila s tem in kako si potem lahko to spustila? Ja, najprej moraš sploh priti do tega, da to spoznaš, da nisi dosti dober. Okej, pa kako to si spoznala? Ker to se bodo, mnogo naših gledalcev se bodo s tem poistovetili. Ja, ena od stvari, recimo, kjer so bile na potenco. Na potenco je bilo to, se pravi, dobila sem otroka, s katerim je bilo treba res zagrabiti. In takrat sem se jaz odločila, gremo, se pravi, če uradna medicina mi to klenut, ostalo ne vejo, kaj bi, zagrabimo. No, res je, da so meni moji otroci dali dodaten pridih oziroma veter v jadra moje igrivosti. Jaz sem ob otrocih spet lahko bila igriva, pa mi nobeden ni rekel, da sem smotana ali pa otročja. Lahko sem se igrala in ob njih, se pravi, sem lahko bila jaz. In jaz sem začela kreirati igrive vaje za tega otroka. Iskati... Kaj se je dogajalo? Ja, ta moj otrok je imel... Hčerka. Ja, hčerka je imela diagnozo, postavljeno diagnozo, da ne bo nikoli hodila. Oziroma, da če bo shodila, bo mogoče kratek čas, pa ji bojo začeli potem mišice odmirati, da možgani ji ne delujejo tako dobro, kakor drugim, bila je hiperlaksna, se pravi, nisem mogla postaviti tako, kot ostali otroci, imela je drugačen razvoj, zavračala je hrano. No, in je bilo treba najti, ta prvo je bilo treba sebe naštelati. Ta prvo sem jaz sebe mogla, da sem začela verjeti, da lahko. Začela sem iskati stvari, šla sem na izobraževanje z dotikom do zdravja, zato da sem začela to prakticirati na otroku. Potem, ko se je otrok začel na vse te stvari odzivati, so bili rezultati, no, potem smo začeli naprej graditi, da smo začeli delati igrive vaje, skozi katere se je otrok gibal, da smo imeli doma, smo imeli hišo kar tako narejeno kot
same poligončke, da so otroci lezali po tistih poligončkih, gugalence, razne trame, ravnotežne gugalence, trakove, po katerih so se gibali, kolebnice, pručke, gor, dol, levo, desno, da je bilo skozi gibanje. No, in skozi to igrivo gibanje je potem otrok skozi igrivost je usvajal svoje mejnike in preraščal omejenost. Seveda, prvo sem pa jaz mogla spustiti omejenost, da ta otrok ne bo, da je zadnja diagnoza te omeji. In greš čez in rečeš, bom naredil, bom iskal. Stvar je v tem, da mi iščemo rešitev. Ne, da se tam ustavimo, če nam zdravniki rečejo, takole je, ne boš, se ne da, to se pa ne da, recimo perfekten stavek tega našega človeštva, ki marsikoga ustavi, da se, poišči, lahko poiščeš odprta vrata, odprt oken, priprta vrata, ali pa kako boš zakljuko prijel, če so vrata zaprta, da jih boš odprl, ali pa če ne gre skozi tista vrata, bom nekaj drugače naredil, nekaj drugače poiskal, in s takimi stvarmi potem premikamo te svoje meje. In verjamem, da je ravno ta kreativnost je pripomogla, da si lahko našla rešitve. Dragi gledalci, spoštovane gledalke, po oglasih nadaljujeva s pogovorom. Se pravi, igrivost te je pripeljala do tega, da otrok, ki naj ne bi hodil, ne bi govoril, bi bil rastlina v življenju, danes funkcionira kako? Popolnoma normalno. Kaj to pomeni normalno? Surfa, plava, rola, hodi v normalne šole, dosega vse mejnike normalnih mladostnikov, se vključuje v družbo, ko funkcionira, bom rekla, kot človek. Super. Rekla si, da prvi si ti pri sebi mogla stvari zrihtati in da je bilo tisto, recimo, da nečesa ti rečejo, da se ne more, da ti poiščeš rešitve. Kako je ta prehod izgledal? Kako si zmogla iz tega, ko ti avtoriteta reče, ta otrok bo zavedno ostal rastlina, do tega, da si ti rekla, ne, ta otrok, jaz bom naredila karkoli je treba za to, da se bo to zrihtalo. Da nisi verjela v to, kakšen miseln proces, kaj si tudi na sebi delala, ker tle je tista transformacija, ki jo veliko ljudi išče. Ja, ravno to, misel. Misel je energija in iz misli vse izvira. In prvi treba zrihtati misli. Prvi treba v mislih skreirati. In prvi treba rešitev v mislih videti. In videti svojega otroka, kako hodi. In jaz sem si predstavljala sliko, kako midva z otrokom tečeva z roko v roki čez cvetoč travnik. In to sliko sem držala mesece in leta. In to se nam je potem na koncu tudi uresničilo, čez dolga leta. To ni čez jutr, tako ta čudežna tabletka. To je, in se pravi, v sebi noter. Prvo moraš biti ti kot starš, moraš verjeti, kot steber otroka, kot vodnik, kot orientir. Potem grejo, potem lahko stečejo stvari. Kako si pa uspela to, ker so ti oni rekli ne, pa da si prišla do tega, do te misli, do te slike, jaz vidim mene z mojim otrokom teči čez cvetoč travnik. Tukaj sem imela eno punco, ki je imela podobnega otroka, pa je to zmogla. In sem pri njej poiskala pomoč, mi to povedala in potem sem vedela, če je njej uspel, lahko tudi meni. In pri njej so bile diagnoze še veliko hujše, oziroma pri tistem otroku se nekaj se da, gremo. Se pravi, tudi če je tebi uspel, potem lahko tudi marsikomu drugemu uspe. Točno to, točno to. Poiskati je treba, obrnite se na ljudi, ki jih poznate, da vam dajo pomoč, podporo, da vam kaj povejo, kaj narediti, kako delati in pol stvari stečejo.
zgraditi si eno tudi socialno mrežo. Ja. In v Sloveniji je skozi več takih ljudi, ki v bistvu so čudeži, pa pravzaprav niso, sam verjeli so v sebe. Ja, no, to je dobra misel, ja, mi je zelo všeč. Verjeti v sebe. Ja. Si ti vedno verjela v sebe, a je bil kakšen dogodek, ko si začela verjeti v sebe? Ja, nisem zmeraj verjela v sebe. Se pravi, iluzija partnerstva me je čisto spodkopala. To je bilo tako, kot bi eden karto vzel iz gradu kart, pa se je vse sesul. Takrat sem bila jaz, kada sem najbolj za nič, nobene cene si nisem dala nič. No in potem sem začela graditi, brati knjige, poslušati glasbo, ki podpira življenje, zdravje, meditirati, delati iVitalis vaje. Šla sem na nevrolingvistično programiranje, da sem se učila tehnike, kako spremeniti miselne procese, kako spremeniti vzorce v glavi, ki me omejujejo, kaj narediti, korak po koraku, da sem začela sebe graditi, pisati, da se cenim, ne vem, recimo na list papirja 100-krat napisati, cenim se, na ogledalu sem imela napisan, cenim se, biti hvaležena, trenirati hvaležnost. Potem sem si posnela svoje meditacije, kjer sem sama o sebi govorila, kaj sem, kdo sem, kaj živim, in sem to znova in znova. To je bila kar jutranja budilka, da je bilo znova in znova z mojim glasom dan na dan. To je dan na dan ponavljanja veliko, zato da mi v glavi lahko presekamo stare vzorce naučenosti, ni dosti dober, pa ti ne bo uspel, pa to se ne da, da te vzorce prebiješ in si potem lahko zgradiš nove vzorce. Tukaj res bi priporočila gledalcem nevrolingvistično programiranje, igre za možgane, tega se jaz veliko igram, zato da imamo skozi možgane dinamične, odprte za nove stvari, da delamo drugače, da ne ponavljamo iste stvari, prebijamo vzorce, iščemo nove poti, gremo nekje drugače, recimo v trgovini drugje, kakor smo navajeni, v službo po drugi poti, pojesti juho z drugo roko ali pa zobe si umiti z drugo roko, zato da so naši možgani skozi elastični, dinamični, živahni, željni novih stvari v življenju. Se pravi, spremeniti tisto iluzijo, v kateri smo prej živeli, in zgraditi v bistvu boljšo iluzijo, ki te bolj podpira v tvojem življenju. Jaz sploh ne bi rekla zgraditi iluzijo, ker iluzija je potem skozi en okvir, ampak izven okvirja vstopiti, živeti, spremljati življenje, kaj se ti dogaja, pa biti zvest sam sebi. Se pravi, v trenutku. V trenutku živeti, pa zgraditi si neke podpornike. Jaz sem si recimo v vsem tem času sem prišla do tega, da je igrivost super in da ni nič narobe, če se kot odrasla oseba igram, da sem kreativna in sem si zgradila steber igrivosti, steber kreativnosti, steber notranjega miru. In ko ruka zunaj, če znaš, ne vem, če narediš vse te tehnike, to še ne pomeni, da boš zdaj pa v življenju kar tako hojla driho, obsasa, da bo vse lepo, še zmeraj se dogajajo take stvari, ki nam niso glih najbolj všeč, in takrat nam te stebri zelo pomagajo. Recimo, meni pomaga steber, da se usedem, pa rišem, pišem, kreiram, se kaj poigram, naredim kakšno igrico za možgane in hitro obrnem noter tiste nevrončke. Notranji tok misli. Tako, hitro malo preusmerim in te že energija drugam pelje, lahko. In se že podpreš drugače. Glavno, mi smo čarodeji svojega lastnega življenja. Se ti imaš s sabo, tam imaš eno knjigo, eno tole igro imaš s sabo, ki si jo naredila, daj to igro povej. Ja, zdaj v zadnjem času imamo igro, sodelujem z Magujem, Cooperate to Win v angleščini, ampak navodila bojo tudi v slovenščini. Igrica je preprosta, kjer se lahko skupina 2, 3 do 6 igralcev igra eno tako zelo fletno igrico, kjer igralci med sebojno sodelujejo,
se veliko smejijo, zato ker sodelujejo, ker sodelovanje v tej igrici je res tako fletno. S tem hitrejš pridejo do cilja, igra je pa res zabavna in zelo vesela. Potem imam tudi še 2 knjigci. No, te 2 knjigce mogoče so vam majčkeno kasneje dotaknile, zato ker zdaj imava tole, je zelo zanimiva ta igrivost, ki si jo omenila. Mogoče tudi iz drugih zornih kotov, kaj recimo odrasli lahko, da grejo ven iz tistih težkih stvari skozi igrivost v bolj pozitiven način razmišljanja. Ja, pejte kdaj, recimo, ko hodite po cesti, pa pejte 10 korakov nazaj. To je že kuj ena stvar. Ali pa recimo, ko na semaforju čakaš, pa narediš kakšno tako igrivo vajo, čist recimo tale za možgane fantastična, kaj križno gibanje in hitro spremeniš tok misli, moraš še pomisliti, kako boš roke dal in povezuješ levo in desno polovico možganov. Tako da to so take čist majhne, ali pa kakšne, ne vem, z obema rokama se podpišeš, stojiš na eni nogi, pa probaš ravnotežje zadržati. To je en kup enih takih majčkenih stvari. Ali pa recimo, jaz sem v ta zadnjo, zdajle, ko se mi zgodil, sem bila v Ikeji s tistim velikim vozičkom in sem se zapeljala, sem stopila gor in sem se peljala. In so me otroci tako gledali, joj, mi bi tudi, ko se tale gospa pelje na vozičku. Tako malo igrivih stvari narediti, no, res obrniti. Ja. Drage gledalke, spoštovani gledalci, po oglasih bova nadaljevali pogovor. Vas pa vabim, da na www.bisernica.si/darilo prevzamete moje darilo za vas, masterclass Moč energije. Se vidimo po oglasih. No, in zdaj se bova dotaknila tistih knjig, zato ker sem želela, tako je cel tak zelo pomemben poglavje tvojega življenja, ki se nanaša na tistele knjige. Kako si začela te knjige pisati? Ja, res je. Jaz sem omenila tisto avanturo, ki sem jo imela izven telesa, se pravi izkušnja smrti ali pa življenja po življenju, ko sem odplavala iz telesa ven in sem bila na drugi strani v enem takem oblaku z drugimi energijskimi bitji in tam sem dobila seveda potem eno tako nalogo, da se vračam nazaj. In jaz sem se kljub zelo težki, zahtevni poškodbi glave, kjer bi mogla v bistvu začeti kot dojenček, vrnila nazaj v popolnoma zdravo telo. Takoj po operaciji se prebudila iz kome, vstala iz bolniške postelje, delala Vitalis vaje in nadaljevala svoje življenje, bila čudež za medicinsko stroko. No in kmalu po temu sem prijela v roko svinčnik in skozi mene je začela teči energija, da tukaj prinašam zavedanje veselja do življenja oziroma kaj življenje sploh je. Prva knjiga, ki je nastala, je Živeti božansko ljubezen oziroma v angleščini Live Divine Love. To je knjigica, v kateri so take slikice, pobarvanke, ki prinašajo zavedanje o življenju. Recimo prva slikca, življenje je darilo, in potem so tukaj not tudi modrosti zraven napisane, vrstice, kjer si lahko svoje aha momente napišeš. In to je cela taka knjigica, s katero v bistvu lahko sam sebi pomagaš, se reprogramiraš ali pa programiraš o življenju, koliko je življenje pomembno, kaj vse lahko v življenju naredimo. In to je v bistvu kot moja naloga tistemu božanskemu svetu, v katerem sem bila in sem se vrnila. In zdaj začela risati takrat. Zdaj sem začela risati in pisati vse te knjige, imam še 3
doma pripravljene, o družini, o tem, kako se ljudje lahko izpolnijo v življenju. No, druga knjigica, ki je tudi nastala, je knjigica Mama je ena sama. Zelo primeren, ki prihaja, kaj je 25. marec. Tako, 25. marec, ki je posvečen mamam. Tako da vsak, ki ima mamo, jo lahko obdari s čudovito knjigico. To je spet knjigica, ki ima noter slikance in napisane modrosti. Govorijo o mamah, kako smo mame čudovite, kakšen steber družine smo, kakšna kreacija življenja skozi nas teče. Tako, res poklon vsaki mami in tudi poklon vsakemu, ki sodeluje s tem mamam, ki kreira življenje, ki dela v dobro v življenju. A se lahko malo vrneva nazaj, se pravi, rekla si, da si šla izven svojega telesa. Kaj je bilo takrat, da bodo gledalci te oddaje vedeli, kakšna resna poškodba je bila to? Enkrat se mi je zgodilo, ko smo imeli eno meditacijo, sem stala od mize, pa sem padla. In je bil padec tak, da je glava obdarila ob tla in se je glava razletela. In v tistem jaz se spomnim samo ta zadnjega koraka. Seveda ob sebi sem imela še ena skupina ljudi, no, in mojstrica Neja je bila ob meni in je takoj naredila prijeme, s katerimi je seveda upravljala z energijami telesa. Se je zavedala, da telo kot tako ni funkcioniralo, da duša ni bila noter povezana s telesom, in je naredila priklic s svojim res strokovnim znanjem, da se je duša potem tudi vrnila v telo. Seveda je bila poškodba možganov tako huda, ker lobanja se je razletela na pol, da je bila potrebna potem tudi urgentna medicinska pomoč, kjer sem imela 7 ur dolgo operacijo, so mi operirali, se pravi odstranili so mi 1/3 leve strani možganov, polovico malih možganov, cel levi stran žilnega sistema in potem seveda spel lobanjo nazaj. Mogoče samo ta podatek, da je bilo, za tiste, ki bodo vedeli, da je bilo 2-krat zlomljeno lobanjsko dno, kar pomeni v 90% takojšnjo smrt. Ja, takojšnja smrt. Posledično, pač glede na to, da sem bila v tistih 10%, da sem preživela, je pa vsa ta odstranitev možganov pa pomenila, da bi po statistiki mogla nadaljevati kot dojenček, da bi se mogla vse na novo učiti, vse stvari na novo usvajati. Jaz sem pa dobesedno vse obdržala in še več. V bistvu sem še z darili nazaj prišla. Iz drugega sveta sem prišla še s temi darili, da sem začela še risati, pisati, še več se igrati, igrice kreirati, vse to je pa zdaj nastaja, zavedati se življenja. V glavnem, jaz sem prišla res bogata nazaj. Še dobro, da si se odločila, da vseeno prideš nazaj. 3 majhni otroci so te vseeno čakali. In svetu prinašaš vsa ta darila. Rekla si, da 3 knjige že še čakajo. 3 še čakajo, ja. Rekla si, katera tema? Družina? Ja, ena je pač izpolnjenost družine, 2 sta pa na personalni ravni, da se lahko zavedamo našega poslanstva, delovanja tukaj, da smo unikatni, da smo taki, kot smo, dovolj dobri, da živimo tukaj svoje življenje in drugim pustimo živeti njihova življenja, da se ne vtikamo, da iščemo svoje poti, svoje izpolnitve, da smo dejavni, da pomagamo, sodelujemo, kreiramo harmonijo, medsebojno dobro povezanost, ker nismo čisto samo sami, ampak smo res v bistvu kreatorji lastnega življenja in kreatorji te skupne socialne klime,
pravzaprav alkemisti. A ne? Prava alkemija, bi jaz rekla, ni alkemija iz kovine narez zlato, ampak prava alkemija je, da iz svojega življenja naredimo res taka zlata obdobja, zlate trenutke, ki obogatijo naše življenje in ki jih lahko potem delimo tudi z drugimi, jih podpremo, sodelujemo z njimi, jih razveselimo in s tem res lahko kreiramo vrhunsko življenje. In ti si napisala tudi pesem Alkemist. Ja, tudi pesem je, ja, napisana. A jo mogoče na pamet znaš? Saj mečken, kakšen refrenček, Ja, ker govori prav o tem, kako Ko se učimo občutkov, čustev, dajanja, učimo se igrivosti, učimo se dajanja, učimo se milosti, sočutja in res na koncu je alkemist je čarodej svojega življenja, ki lekcije življenja spreminja v učenja, jih gnete, preoblikuje, iz njih modrosti oblikuje v zlata leta svojega življenja in to je tisto zlato, kar je v bistvu vrednost tega življenja, ki daje ta res pridih našemu bivanju, obstoju tukaj v tem življenju. In ne samo to, da si jo napisala to pesem, tudi uglasbila si jo. Še uglasbila sem jo, ja. Ja, tako da jaz upam, da bojo gledalci in gledalke poiskali tole tvojo pesem, oziroma če jo še ni, je zdaj priložnost, da jo daš na YouTube, pa jo poiščete, kako se imenuje Alkemist življenja? Ja, Alkemist. Alkemist. Ja, odlična pesem. No, zraven bom pa rekla, je pa še ena taka luštna stvar, je pa še čarovnija življenja, če imamo... Ja, pa zdajle mi itak zaključujemo, pa predlagam, da to čarovnijo življenja predaš našim gledalcem za zaključek. No, evo, za zaključek vam predam največjo čarovnijo tega življenja, ki jo jaz z največjim veseljem igram in pokažem, pa vsak dan majčkeno potreniram. Zelo dobro jo je trenirati zjutraj ali pa zvečer pred ogledalom. Za čarovnijo tega življenja potrebujemo seveda roke, ker bomo z njimi čarali, lahko skupaj naredimo, a ne? Ker je mehka, nežna, luštna čarovnija, zmehčamo prste, zmehčamo zapestja, komolce, ramena, da imamo res mehke roke, take super, no, in potem pred sabo roke prekrižamo in naredimo nežno, kot da ptica leti, se dotakne naših ram in pol potrepljamo in rečemo, super sem, stisnite se in si rečete, rad se imam, rada se imam, točno takšno, kakršna sem in točno takšna, kakršna sem vredna, sem super. In pa lahko nadgradite, kakor vam volja poželi, ker tukaj meja je nebo in poklonite si najlepše besede tega življenja sami sebi, ker ste vredni. Najlepša hvala za to, da si prišla kot gostja v oddajo Moj odnos do zdravja. Dragi gledalci, spoštovane gledalke, vas pa vabim, da prevzamete svoje darilo, masterclass Moč energije na www.bisernica.si/darilo. Lepo se imejte.